Pozdravljeni. Teden je naokrog in prišel je čas za naš običajen komentar novic. Poglejmo, kaj se je zanimivega zgodilo v tem 20. delu. Seveda tudi tokrat, kot običajno, se bomo ukvarjali s 4 različnimi sklopi novic, s katerimi bom skušal usmeriti vašo pozornost tja, kjer drugi viri, po mojem osebnem mnenju, niso naredili dovolj dobrega dela. Kolikor bo koga izmed vas zanimalo, kaj je pisalo v originalnem citiranem članku, ga bo dobil kot običajno v opisu, poleg citiranih prispevkov iz mojega kanala. A da ne bomo predolgi, kot ponavadi, začnimo kar s prvim sklopom. Marsikdo izmed vas je opazil, da na veliki nagradi Monaka bodo imeli pri ekipi McLaren novo začasno barvno shemo. Sam bi se tu rad skliceval na tisti članek, ki je bil objavljen na uradni spletni strani Formule 1 16. maja. Mislim, da so skorajda vsi viri, ki se ukvarjajo s Formulo 1, povzeli to novico. In seveda, zakaj se s tem ukvarjamo? Ker mnogi viri niso navedli prave zgodbe o tem, kaj pomenijo tiste barve, ki jih bomo gledali. Namreč o izvoru oranžne barve pri McLarenu sem napravil pred časom že poseben prispevek. Kogar zanima to, si lahko ogleda, bližnjica, kot sem vam že omenil, je v opisu. A vrnimo se k tej barvni shemi, ki jo bomo gledali pri McLarenu. Sinje modra, seveda z oranžno črto. In že tista oranžna je pravzaprav enaka tisti, ki smo jo gledali do sedaj. In od tu izhaja tista povezava med dobaviteljem maziv in goriv Gulf ter oranžno barvo pri McLarenu. A to, kar bomo gledali na bolidu MCL 35M na veliki nagradi Monaka, v resnici ni barvna shema Gulfa kot dobavitelja, temveč ekipe Wire. In ta ekipa, znana v svetu vztrajnostnih dirk, je praktično mit. Tudi sam imam maketo Porsche v njihovih barvah, sinje modre in z oranžno črto. Znana je s Porsche 917, Forda GT40, Miragea in kasneje smo jo videli na mnogih drugih vztrajnostnih prototipih. Od že citiranega McLarena F1, tudi Audi R8 jo je imel. Seveda, zopet se malce potvarjajo zgodbe, se malce spreminja zgodovino, da bi nekdo pritegnil pozornost. In to je nekaj, kar zna delati Zac Brown. A treba je biti natančen. Ta barvna shema s Formulo 1 nima nobene veze, čeprav je znana iz tistega filma Steva McQueena Le Mans. A prav tu bi rad poudaril nekaj, kar bo za marsikoga zanimivo. Namreč, ukolikor pogledamo, kakšne so zaščitne obleke voznikov, bomo videli, da se jo udarili kar precej mimo, ukolikor bi želeli posnemati preteklost. Namreč, že Bruce McLaren je imel na svoji zaščitni obleki značko Gulf leta 1968. Povezava tega dobavitelja in McLarena je seveda starejša, kot si marsikdo misli. A po drugi strani, ukolikor se spomnimo filma, nam je bilo jasno, da Steve McQueen je imel na svoji zaščitni obleki oranžno ter temno modro črto. Take so bile v originalu in nikjer ni bilo tiste nebesno modre, čeprav v obdobju prej, ukolikor se kdo spomne, je imel daljno zaščitne obleke svetlo sinje modre barve. A pustimo sedaj to. Tisto, kar vidimo tako pri Ricciardu kot Norrisu, bo nekaj, kar so si izmislili točno za to priložnost. In zopet smo prišli do tistega, ko nam nekdo prodaja zgodbo, brez da nam bi jo do konca razložil.
Zato moramo biti pozorni. Barvna shema, ki nima veze s Formulo 1, je pa pomembna za svet avtomobilizma. V našem drugem sklopu se bomo ukvarjali s člankom, ki sem ga zasledil 18. maja na italijanski spletni strani revije Autosprint. Zelo zanimiv podatek. Max Verstappen nikoli ni bil na zmagovalnem odru v Monaku. In to kljub temu, da v zadnji dirki 2019. Je prečkal cilj kot drugi, a zaradi tistega trčenja v boksih je dobil kazen in nato bil na koncu četrti. Zanimiva statistika, ki nam pravi, da tisti glavni antagonist v Monaku še ni zablestel. Bo morda letos? Ne vem. Zavedati se moramo, da prav Max je marsikdaj zapravil lepo priložnost zaradi svoje ognjevitosti. Poglejmo samo, kaj se je zgodilo v sezoni 2018 s tistim nepotrebnim trkom na prostem treningu. Morda bo letos drugače. Rad bi vas spomnil, da do sedaj na prvem in drugem mestu sta bila samo Max in seveda Lewis Hamilton. Kar se tiče zanimivih statistik, še ena. Ta ni bila zavedena v članku. Namreč lokalni idol Charles Leclerc še ni končal dirke ne v Formuli 1 in Formuli 2 na veliki nagradi Monaka. Seveda pod pritiskom je in to lahko izzove takšne ali drugačne napake. Čeprav nekaterim veliki nagrada Monaka ni všeč, ker je karakteristično čisto nekaj drugega od tistega, kar vidimo na drugih prizoriščih, je velika preizkušnja za voznike. Tu ni tako enostavno zmagati, kot si nekateri mislijo. In upam, da v prihajajoči ediciji 2021 bomo pravzaprav gledali zanimive boje. V našem tretjem sklopu bomo pa obravnavali izjemno simpatičen primer, ki se je zgodil včeraj, 18. maja. Namreč, kot običajno sem objavil svoj dnevni prispevek in v njem branil Nikito Mazepina ter nekako kazal s prstom na one, ki se iz njega šalijo. Prav tako včeraj, 18. maja, le nekaj minut kasneje, točneje ob 16:10, so na spletni strani motosport.com vzeli izjavo Nikite Mazepina, kateri pravi, da se bo mnenje o njem izboljšalo takoj, ko bo dosegel malo boljše rezultate. Seveda, sam priželim vsakomur, da bi dosegel tiste rezultate, ki si jih želi, tudi Nikiti Mazepinu. Treba je biti realen. Njegov Haas ni tako konkurenčen, kot bi si marsikdo lahko želel. Še več, lani je bolid imel kar nekaj težav, predvsem s temperaturo pnevmatik in vzdrževanjem le-te, in letošnji bolid ni nič drugega kot malce kozmetično popravljen lanski. Tako Mazepin kot Schumacher bosta imela prekleto delo, da bosta dosegla rezultate, ki bi bili spodobni. In zaradi tega se bojim, da letos bo izjemno težko prišel na mesto, kjer bi dosegel tisti rezultat, ki bi posledično nekomu zaprl usta. Želim mu, predvsem zaradi tega, ker mnogi ne razmišljajo, o čem govorijo, a si želijo nekega efekta. Videli bomo že na prihajajoči veliki nagradi Monaka, kjer je možno, da bomo videli ogromno odstopov. O tem po dirki. In na koncu bomo spregovorili še o tisti novici, ki je odjeknila danes, 19. maja. Navajam članek, ki sem ga zasledil na skysports.com, mislim, da ga lahko najdete v podobni obliki na skorajda vseh medijih. Namreč Lando Norris je podaljšal pogodbo z McLarenom. Uradno niso povedali, za koliko sezon, govorijo o večletnem dogovoru.
Seveda v večini primerov to pomeni ponavadi 2 sezoni plus opcija za 3., morda več. In to pomeni, da Lando Norris bo verjetno večino svoje kariere preživel pri ekipi McLaren. V celotni zgodovini Formule 1 je bil samo Jim Clark tisti, ki je od začetka do tragičnega konca svoje kariere vozil samo za eno ekipo. In kot je že povedal v intervjuju Giancarlo Minardi, ni slabo, če vozniki menjajo ekipe. Tudi iz stališča nas, navdušencev, tako se karte malce premešajo in tudi izbriše se tisti občutek sovraštva med eno in drugo skupino. Razumeti moramo, da pri McLarenu so v kariero mladega Norrisa vložili kar nekaj denarja. To, da jih je zapustil Carlos Sainz mlajši, je bil za njih boleč udarec, čeprav so dobili Ricciarda, a pustimo sedaj to. In zaradi tega so nekako zavarovali svoj interes s tem, da so Norrisu ponudili dolgoročen dogovor. In seveda, glede na rezultate, ki jih vidimo na progi, je Lando naredil edino prav, da ga je sprejel. Kakih drugih opcij seveda sedaj nima na vidiku. In ukolikor bi zamenjal ekipo, bi šel lahko edino na slabše. A toliko okrog tega, kar se tiče tedenskega komentarja novic, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.